Tako kot je že Aleš povedal, ni potrebno, da kar sproti poskušate, saj vam bomo poslali na koncu tudi video posnetek samega webinarja. Tako, v bistvu nahajamo se na spletni strani programske opreme Smart Learning Suite. Tukaj zgoraj lahko vidite spletno povezavo do programske opreme. Sedaj se bom vpisala z mojim Microsoft računom, mogoče pa se tudi prijavite z Google računom. To so Gmail računi, če jih mogoče tako bolj poznate. Tukaj se pojavi tudi opozorilo, da se lahko vpišete za nedoločen čas in tako več se ne rabite vedno znova vpisovati. Samo malo, da se nam odpre v bistvu domača stran programske opreme v oblaku. To je v bistvu domača stran programske opreme v oblaku. Zgoraj se vam ob vpisu tale moder trak, se vam pokaže vaše ime in priimek in pa vaša identifikacijska številka, ki je zmeraj enaka. Torej, kar pomeni, da učenci, ki se bodo vpisovali, bodo se do vašega računa vedno vpisovali s to enako številko. In se ne bodo vedno znova rabili vpisovati, ker ko bodo imeli enkrat tole številko vpisano, bo ostala shranjena. Tukaj spodaj vidite, to je v bistvu knjižnica mojih gradiv, ki sem jih že naložila. Pri vsakem gradivu se spodaj vidi tudi ime gradiva, osnovno ime, ki je bilo shranjeno ob nalaganju. Gradiva so urejena kronološko, lahko pa se tudi v bistvu razporedijo po imenu. Tukaj zgoraj vidite tudi eno lupico, če pritisnem nanjo, lahko gradivo iščem po imenu. Da poskusimo. Tako, in mi najde samo tole gradivo. Zdaj vam bom pokazala, kako lahko na to programsko opremo v oblaku naložite že pripravljena gradiva ali pa pripravite nova. Odprlo se mi je okence, kjer imam možnost pri tem prvem zavihku, možnost uvoza notebook datoteke, to so smart notebook datoteke, ki jih mogoče že kdo uporablja, PowerPoint datoteke ali PDF datoteke, lahko pa tudi tukaj izdelam novo gradivo, torej s prosojnico, z YouTube posnetkom, novo stran in tudi druge aktivnosti, ki jih bom pokazala v nadaljevanju. Za začetek bom uvozila eno svoje gradivo, in sicer PowerPoint gradivo, ker menim, da vas največ uporablja prav tole prezentacijsko orodje. Nekoliko časa bo trajalo, ker so na PowerPointu tudi razne sličice in mogoče malo povečajo datoteko. Gradivo se mi bo zdaj odprlo v načinu urejanja, kar pomeni, da lahko gradivu dodam tudi nove prosojnice. V zgornjem delu se je že pojavil moder trakec, tako kot se cel čas, in na levi strani imamo možnost, da zaključim način urejanja. Desno, kjer se zdaj nahajam, pa je možnost, da uveljavite ali razveljavite spremembe. Na levi strani je predogled naloženih prosojnic. Po prosojnicah se lahko pomikam z levim gumbčkom. Ko imam odprto prosojnico, se v bistvu ta obarva modro, lahko jih tudi prestavljam. Tukaj spodaj pa vidite, da je en gumbek s plusekom. Ko pritisnem na tale plusek, lahko jaz na strani dodam oziroma v gradivo dodam nove prosojnice. Torej, tale prva je prosojnica z YouTube posnetkom, kar bom kar poizkusila. Dejansko se odpre okence, kjer lahko v iskalnik vpišemo želeno
iskano besedo. Zdaj v tem primeru je moje pripravljeno gradivo za likovno umetnost, za 9. razred, za učno snov Barvna perspektiva. Zato bom kot video poiskala barvno perspektivo. Tako. Stisnem na tale gumbek za iskanje, pojavijo se mi v bistvu videi iz celotne baze YouTube. Tukaj lahko, če pritisnem na tale play, rdeč, lahko si ogledam predogled videa. Recimo tole. Ko recimo vem, kateri video bom izbrala, ga označim, takrat se okrog njega obarva takšen moder kvadratek in pritisnem na gumb Add. Video se nam v bistvu pojavi na stran za tisto, kjer smo v bistvu pritisnili tale plusek, lahko pa ga tudi prestavimo, tako kot sem že prej pokazala. Zdaj bom še vam pokazala, kako dodamo tudi druge prosojnice, na primer prosojnico s stranjo, kjer lahko dodate besedilo. Recimo, da sem jaz v PowerPointu pozabila dodati prosojnico, na kateri bom zapisala, katere so tople in hladne barve, ki so pomembne pri barvni perspektivi. Zdaj, ko sem to napisala, lahko pritisnem kjerkoli na prosojnici in se mi v bistvu naslov pojavi v sredini. Lahko pritisnem na njega, pa ga tudi prestavim gor z levim miškinim gumbom. Če ne želim več drugega teksta dodati, lahko tudi predmete, ki so na strani, brišem. To pa naredim tako, da pritisnem na sam želeni predmet, ki ga želim izbrisati. Tukaj na desni strani je en meni, kjer lahko predmet izbrišem s pritiskom na Delete. Zdaj pa bi recimo želela na to stran še dodati fotografijo. Mogoče ste opazili, zgoraj nad naslovom imamo 3 možnosti za orodja. Prvo je orodje miške, kjer lahko prestavljamo predmete na strani. Drugo orodje je za dodajanje teksta, ki ga lahko kjerkoli dodamo, spreminjamo pisavo, velikost pisave, barvo in pa slog pisave. Potem tretja možnost, tukaj desno, pa je v bistvu orodje za dodajanje slike. Sliko lahko dodajamo tako iz računalnika. Če izberem prvo možnost, lahko izberem sliko iz računalnika. Če izberem drugo možnost, bi lahko dodala spletni naslov. Zdaj pa bom izbrala tretjo možnost, kjer pa bom pisala želeni ime datoteke, ki jo iščem. Zdaj se mi je v bistvu iz iskalnika Bing, iz celotne baze so se pojavile slike, ki jih lahko izberem in dodam na stran. Lahko dodam tudi več različnih slik, če se seveda vrnem v tale iskalnik na levi strani. Zdaj se mi je ta slikica seveda naložila. Spodaj se vidi tudi vir, od kje je sličica povzeta. Sličico lahko večam ali manjšam. Zdaj je seveda možnost, da tudi popačim razmerje slike, zato je primerno, da pri spreminjanju velikosti držim na tipkovnici tipko Shift. Pri predmetih oziroma slikah, ki jih dodamo na stran, lahko spreminjamo tudi lastnosti. Zdaj tukaj spet sem odprla tale meni v zgornjem desnem kotu. Tukaj je možnost zaklepanja predmeta, tale lock. To pomeni, da predmeta potem na koncu učenci, ko pregledujejo gradivo, več ne morejo premikati samega zase. To je pomembno, če želite, če boste vstavili neko sliko, ki jo želite dati v ozadje, pa ne želite, da jo učenci premikajo oziroma moti pri sami prezentaciji. Možnost pa je tudi, če je naloga tako zastavljena, da želite, da se nekateri predmeti na strani, da učenci premikajo nekatere predmete na strani, lahko izberete tudi možnost neskončnega kloniranja, kar pa pomeni, da lahko se v bistvu slikica na strani neskončnokrat deli oziroma kopira. Tako, zdaj pa bom še pokazala, kako dodati tudi druge aktivnosti, ne samo posnetka in pa gole strani.
Tukaj spodaj, to bom vam v nadaljevanju v prezentacijskem načinu pokazala, je eno orodje Shout It Out. V programski opremi namizne različice je znano kot Zakriči na ves glas, kajti tista različica programske opreme je prevedena tudi v slovenščino. Če boste imeli seveda željo, vam lahko na koncu pošljemo povezavo, kjer si jo lahko brezplačno tudi prenesete. Drugače pa imamo tukaj še tudi orodje Response. To je orodje za formativno spremljanje, kjer dobite povratno informacijo za vsakega učenca posebej. Torej, učencem pošljete link, kjer se povežejo do gradiva, rešijo test, vi pa potem nazaj dobite Excelovo datoteko, v kateri potem vidite, na katera vprašanja in na katera vprašanja so učenci odgovorili pravilno in na katera napačno. In to seveda za vsakega učenca posebej. Tretja možnost, ki je zelo zanimiva za vmesno motivacijo otrok, kajti zelo je pomembno, da vmes med samimi temi gradivi daste neke primere, ki temeljijo na igri, da se učenci malo zmotivirajo in lažje potem delajo naprej. To so tele aktivnosti, drugače imenovane tudi Smart Lab, tudi v namizni različici programske opreme jih je mogoče najti. Tudi imamo navodila za pripravo teh, ker bom danes pokazala samo eno, vam bom na koncu predavanja pokazala, kjer najdete tudi navodila za samo izdelavo. Zdaj bom vam pokazala primer SuperSort. To je orodje, kjer učenci morajo v dve kategoriji razvrščati dane elemente. V tem primeru imamo na levi strani eno kategorijo, na desni strani pa drugo. Zgoraj je potrebno vpisati ime kategorije, v tem primeru bom dala recimo tople in desno hladne barve. Recimo, da so se učenci na prejšnjem slajdu naučili, katere so tople in hladne barve na slajdu, sedaj pa bodo jih morali razvrstiti v te dve skupini. V prvi stolpec pod toplimi barvami vpišem vse tople barve oziroma vse elemente, ki želim, da spadajo v to kategorijo. Namesto teksta, zdaj ste videli, da sem vpisovala tekst, je mogoče vstaviti tudi sliko iz računalnika, potem si jih je pač potrebno na računalnik shraniti in pripraviti. Vsaka kategorija sprejme 10 različnih elementov, lahko jih je tudi v eni kategoriji več kot drugih. Recimo, ne vem, če bi tukaj naredili še svetlo zeleno. Tako, ko vpišemo v bistvu vse elemente, ki smo jih želeli, pritisnemo tukaj spodaj na Next, torej naprej. Tukaj pa se nam pojavi v bistvu okence, kjer izberemo kakšno temo, kakšno ozadje želimo pri tej aktivnosti. Opcija je tudi, da jo sami izdelamo s svojimi slikicami, zdaj pa bom jaz pokazala, kako izberemo eno, ki je že pripravljena. Recimo tole, Garden. In ko jo izberem, se spet okrog nje pojavi moder kvadratek. In ko sem to izbrala, pritisnem na Finish, končaj. V tem pogledu zdaj v bistvu lahko tudi predogledam, kako bo aktivnost izgledala v samem prezentacijskem načinu, kajti zdaj smo še vedno v načinu urejanja in tega okenca učenci ne morejo videti, saj vam bom v nadaljevanju pokazala, kako naprej. Tukaj imate možnost predogleda, da vidite, kako bo dejavnost dejansko izgledala na koncu. Zdaj zgoraj je tale pan oziroma kategorija, kjer je potrebno učencem povleči vse tople barve, v spodnji tale zabojček oziroma čebelnjak pa hladne barve. Zdaj, če jaz zdaj vidim, da je ena slovnična napakica, ampak nima veze, v napačno kategorijo povlečem element, ga v bistvu kategorija zavrne, če pa povlečem primeren element, pa ga kategorija sprejme in v bistvu tako potem poteka tale aktivnost. Iz načina predogleda se spet vrnem, tukaj zgoraj vidite tale moder trakec, je tukaj desno en križec in tukaj se v bistvu vrnem nazaj v način urejanja. Zdaj, recimo, če se vrnem na prosojnico, ki je bila na mojem PowerPointu, jo lahko tudi povečam ali pomanjšam. Tukaj spodaj imate v bistvu
kako velik pogled želite imeti. Zdaj, če spodaj pogledamo, je tukaj ena opcija, in sicer Convert to Activity. Vi lahko v bistvu vsakšno stran, ki jo naložite v gradivo, pretvorite v aktivnost. Naj bo to individualna aktivnost, torej da sodeluje vsak učenec posebej, naj bo to aktivnost, kjer sodelujejo več učencev skupaj. To zdaj ni mišljeno, da fizično sodelujejo skupaj, ampak vsak na svojem računalniku, na prosojnici pa se potem pokaže vse, kaj delajo skupaj. Zdaj, tale del bomo v bistvu, več o tem bom povedala na jutrišnjem webinarju, tako da, če še kdo ni prijavljen za jutri, pa ga to zanima, se še lahko tudi vedno prijavi. Zdaj pa se bom v bistvu vrnila v način, na osnovno stran programske opreme. Tako kot sem že prej povedala, se vrnem tukaj zgoraj z pritiskom na gumb Finish Editing. Zdaj sem se spet vrnila v mojo galerijo. Tako, zdaj tukaj pa imamo dve opciji, ne. V bistvu glavna stvar je, kako bi to gradivo delili z učenci. Obstajata dve opciji, da učenci gradivo spremljajo v živo, torej da se neposredno prijavijo na spletni link, to bom pokazala v nadaljevanju, ali pa da jim pošljete povezavo in se oni kadarkoli prijavijo oziroma si pogledajo gradivo. Torej, če začnemo z načinom deljenjem gradiva v živo. Gradivo, ki ga želim izbrati, se postavim na sličico gradiva. Tukaj imam dve opciji, Start ali Edit. Start pomeni, da grem v način prezentacije, spodnji pa je Edit. To pomeni, da se vrnem v tisti način, kjer sem bila prej. To pomeni, da se lahko kadarkoli v bistvu gradivo znova urejate in dopolnjujete. Tako, pritisnem na Start. Odprl se mi bo prezentacijski način. Tukaj na levi strani je ena zelo okrnjena orodna vrstica. Zgornja ikonica, tale hišica, pomeni, da se vrnete nazaj na osnovno stran programske opreme, torej v tisto knjižnico gradiv, kjer so prednaložena gradiva. Druga ikonica pomeni, je mišljena oziroma je namenjena deljenju gradiva z učenci, to, kar nas danes najbolj zanima. Tretja ikonica je v bistvu orodje miške, ki pomeni prestavljanje predmetov na strani. Tole orodje, pisalo, ki je za miško, pa je v bistvu primerno za recimo dopisovanje. Mogoče je ta funkcija bolj primerna, če bi imeli povezano tablo ali interaktivni zaslon, da bi lahko neposredno pisali gor s pisalom, tukaj pa zdaj v bistvu pišem samo z miško. Zgoraj se lahko, tukaj, kjer zdaj premikam, se lahko spreminja debelina pisala. Tukaj pa lahko izbirate med navadnim pisalom in pa highlighterjem, torej recimo za neke, v bistvu je zelo, se slabo vidi, za označevanje določenih stvari. Spodaj pa imate možnost izbiranja različnih barv. Zdaj, nekaj je prednastavljenih, če pa želite dodati katero svojo barvo, pa lahko pritisnete na tele tri pikice tukaj in v bistvu se obračate po krogu in si izberete potem barvo, ki želite, da se prikaže na zaslonu. Tretje orodje tukaj spodaj v tem nizu je pa brisalka, s katero lahko izbrišete to, kar ste zapisali. Sličice in pa besedilo oziroma videe, tega pa ne morete izbrisati. Gre se samo za to, da brišete v bistvu digitalno črnilo, ki ste ga dodali z zgoraj omenjenim orodjem. Zdaj tukaj, če se čisto spodnji levi konec postavimo, tukaj pa imate možnost dodajanja strani, to bom tudi pokazala, kajti vi lahko dodajate strani tudi med prezentacijo. Če pa pritisnem na tole številko tukaj, pa se mi v bistvu pojavi predogled vseh mojih prosojnic, po katerih se lahko premikam tako z miško tukaj,
ali pa se pomikam z njimi, s tema dvema ikonicama za gor in dol. In zdaj se pa vrnemo v način deljenja v živo. Samo trenutek, gremo na eno tole stran. Grem na ikonico, kjer so tile človečki. Tukaj se mi pojavi tudi moja identifikacijska številka. Učenci. Zdaj sem odprla okence, bom še šla enkrat, mogoče je bilo prehitro. Tukaj, če pritisnem na tole puščico, se mi pojavi okence z navodili, kam morajo iti učenci. Zdaj, mogoče, če želi kdo izmed vas, lahko poskusi. In sicer tako, da recimo, ne vem, ali gre v spletnem brskalniku ali pa mogoče na mobilni napravi, na spletno stran hellosmart.com. Jaz bom vam to pokazala tudi tukaj. Bom si razdelila okence in vam bom pokazala tudi način, kako se lahko povežem kot učenec z gradivom. Torej, na levi strani imam pogled, ki ga vidi učenec, na desni strani pa imam pogled, ki ga vidim jaz. Vpišem hellosmart.com. Vidim, da se je že nekdo povezal. Kajti tukaj spodaj se tudi vidi, koliko učencev je že povezanih. Zdaj se mi je pojavila spletna stran, kjer je potrebno vpisati identifikacijsko številko razreda. Kot sem vam že prej povedala, je ta vedno enaka. Kjerkoli se vpišete, lahko se vpišete na računalniku, na mizni različici ali tukaj v spletni različici, vedno boste imeli tole številko enako. Zato je tudi meni se že pojavila moja številka, ne rabim je ponovno vpisati, lahko pa bi jo tudi tako, da pritisnem na Join New Class. Pišem tole številko, ki jo tudi vi vidite na desni strani zaslona. Ko končam, pritisnem Next in v bistvu pišem svoje ime, recimo Manica. Join as guest. Zdaj, pri tem načinu sem se lahko vpisala brez uporabe svojega maila. V naslednjem načinu, ki vam bom pokazala, tam pa bo potrebno se vpisati z mailom. Se boste videli v nadaljevanju. Tako. Zdaj se vrnem nazaj na desno stran, kjer imam spet pogled kot učitelj. Tukaj zgoraj vidim točno, kdo se je vpisal, recimo, ne vem, Maja, Manica, Marko, Špela in tako naprej. Tukaj so vsi pisani učenci, lahko se tudi sproti vpisujejo. Tukaj zgoraj, čisto zgoraj pa vidite lesson pacing. Kaj to pomeni? To pomeni, to je v bistvu način spremljanja gradiva. Zdaj so učenci vsi povezani v gradivu in ko se jaz premikam po svojem gradivu, se tudi vam, ki ste se povezali, oziroma tukaj na levi strani, kjer imam pogled učenca, sproti premikajo sličice na strani oziroma prosojnice. Če pa jaz nastavim drugo opcijo Student, tale druga opcija, pa se pojavi opcija, da lahko vsak učenec s svojim tempom potem nadaljuje gradivo, sodeluje pri aktivnostih in se sam pomika po gradivu, neodvisno od tega, kako se v bistvu po gradivu pomikam jaz. Zdaj, kako želite, da učenci spremljajo vaše gradivo, je odvisno od samega načina spremljanja. Včasih je boljše, da vsak sam zase spremlja, včasih pa je seveda boljše, da vi spremljate kot učitelj. Zdaj, opcija je, da se tudi povežete s takšnim orodjem, kot smo se mi danes, in tudi zvok prenašate, potem da učenci vse skupaj vidijo. Zdaj bom še vam pa pokazala v bistvu način spremljanja iz v bistvu časovno neomejeni način spremljanja. Vrnila se bom nazaj na osnovno stran svoje programske opreme v oblaku. Spet sem pritisnila na tale gumbek hišice. Zdaj, tukaj, če pritisnem na tele 3 pikice, vidite, da se pojavijo različne možnosti. Torej, prva je spet za urejanje, druga je za deljenje povezave, tretja je, da si naredim kopijo in recimo potem kopije spreminjam ali pa potem, da izbrišem naloženo gradivo.
Sedaj bom dala na opcijo oziroma orodje Share link. Pojavi se mi okence za deljenje gradiva. Prva možnost zgoraj je Give a copy of this lesson to other teachers. To pomeni, da lahko jaz svojim kolegom, učiteljem pošljem kopijo mojega gradiva in bojo ga oni odprli v sami programski opremi. Takšno kopijo vam bom danes jaz po tem webinarju tudi poslala, da boste lahko gradivo, to, ki smo ga danes urejali, si tudi doma pogledali in boste videli, na kak način lahko do njega dostopate. Druga tale možnost, Let students continue this lesson outside of a class. To pa je to, kar sem vam prej govorila, da lahko učenci gradivo spremljajo časovno neomejeno od doma. In če želim z njimi deliti tole povezavo, pritisnem na Get Student Access link. V bistvu se mi pojavi en unikaten link. Zdaj, v bistvu ga je potrebno prenesti na učence, recimo, ne vem, pošljete jim ga preko e-maila ali ga objavite v spletni učilnici. Potem pa se učenci, zdaj bom se tukaj odjavila, lahko kjerkoli vpišejo iz katerekoli naprave na tale linkec oziroma povezavo. Tako, zdaj bom vam prikazala samo pogled učenca, ko dobi tale link. V tem primeru, kot sem že prej povedala, se mora učenec vpisati s svojim mailom. Jaz bom se zdaj tukaj vpisala s svojim Gmailom. In potem se mi bo naložilo čisto enako gradivo, kot je bilo prej. Po tem gradivu se zdaj v tem načinu, ki sem ga ustvarila, lahko učenci samo premikajo po mojih prosojnicah. Če pa bi jaz aktivnost spremenila v individualno ali skupinsko aktivnost, potem pa bi se ob strani pojavili še ena druga orodja. To bom pokazala na jutrišnjem webinarju nekoliko podrobnejše. Tukaj pa, tako kot sem rekla, lahko se oni pomikajo po tem gradivu. In se lahko tudi vam vrnejo kadarkoli, ko je link seveda aktiven, kajti ne vem, če ste opazili, tukaj je možnost, spodaj vidite, stop sharing. To pomeni, če jaz tukaj ustavim tole deljenje, v bistvu več, če tukaj obnovim stran, učenec ne more dostopati do gradiva, ker sem jaz umaknila tale link. Zdaj, koliko je to didaktično ustrezno, ne vem, ampak če želite učencem dati neki omejen dostop, potem lahko tukaj ustavite deljenje te povezave. Zdaj, na tem mestu bi še vam jaz želela pokazati dva spletna portala z gradivi. En je spletni portal e-učitelj, to je v bistvu naše delo, to je v bistvu spletni portal v slovenščini, s slovenskimi gradivi, kjer imate v bistvu dostop do gradiv. Lahko jih tudi nalagate kot uporabniki, kar pričakujemo, da vsak naloži nekaj si vzame, da naredimo skupno za učitelje, kjer lahko vsak nekaj dobi in si vsak nekaj vzame. Gradiva so razporejena seveda po starosti oziroma po razredih, lahko jih tudi sortirate oziroma glede na predmete poučevanja. Potem imamo tudi trike in nasvete, ki so seveda v slovenščini. Tudi imamo trike in nasvete za programsko opremo v oblaku. Zdaj, tukaj, če ste videli, sem ob strani izbrala Smart Learning Suite Online in mi je v bistvu pokazalo vse trike in nasvete, ki so vezane na programsko opremo v oblaku. Če pa bi želela recimo imeti trike in nasvete za programsko opremo, ki je nameščena na računalniku, pa izberem Smart Notebook. Zdaj, prej sem vam tudi pokazala tisto aktivnost razvrščanja. Tukaj imate za vse te aktivnosti, ki jih lahko tam pripravite, tudi navodila, kako pripraviti tole aktivnost.
V bistvu, ko si izberete, kaj bi si želeli prenesti, v bistvu vam prenese PDF datoteko in si jo lahko pogledate in dejansko piše vse od začetka do konca, torej od priprave aktivnosti pa do potem samega prezentiranja. Poleg trikov in nasvetov imamo tudi objavljene video vsebine. Zdaj jih je mogoče še malo manj, bomo pa v prihodnosti dodali tudi nekaj novih video vsebin, kjer boste si lahko ogledali v bistvu kratka navodila, kako izdelati določeno nalogo oziroma gradivo. Predzadnji zavihek pa so tukaj novice, tu so razni članki in pa novosti, ki so v programski opremi, kjer si lahko preberete različne v bistvu članke. Potem pa na zadnjem zavihku pa imate možnost, kjer nas kontaktirate, recimo nam pošljete vprašanje, če imate kakšne težave s programsko opremo, vam bomo z veseljem tudi odgovorili. Drugi spletni portal pa je spletni portal Smart Exchange. To pa je portal, ki ga je pripravilo podjetje Smart in je globalni spletni portal. Tukaj zgoraj se tudi vidi naslov spletnega portala. Na ta globalni spletni portal pa lahko v bistvu dodajo gradiva učitelji iz celega sveta. Gradiva lahko iščete tukaj v zgornjem iskalniku. Spet si lahko izberete recimo starost otrok in pa predmet, za katerega potrebujete gradivo. Zdaj recimo, ko pa imamo gradivo izbrano, ga lahko odpremo oziroma predogledamo in tukaj imamo dve možnosti. Save to SLS online. To pomeni, tale možnost vam omogoča, da se vam gradivo shrani direktno v programsko opremo v oblaku. To je to, kar sem vam kazala prej, v tole programsko opremo. Download pa pomeni, da se vam izvozi v bistvu datoteka, ki jo lahko odprete na računalniku ali pa jo lahko enako naložite v svojo programsko opremo v oblaku. Tukaj imate tudi možnost, da si naložite svoj notebook, to, kar sem vam že prej povedala, namizno različico programske opreme. Zdaj, če boste imeli po tem webinarju še željo, lahko tudi pripravimo tudi webinarje s temo v bistvu s temo za namizno različico programske opreme. Zdaj pa v bistvu smo zaenkrat končali s tem delom. Lahko se še sicer vrnem v programsko opremo v oblaku, sem se še nekaj spomnila, kar sem vam pozabila povedati, in sicer tukaj desno imate možnost trening. Tukaj vas vrže v bazo vseh video vodičev, ki so vezani na programsko opremo v oblaku. Zdaj, lahko jih najdete na ta način, lahko pa greste na spletni portal iUčitelj in jih tukaj poiščete ali pa nas seveda kontaktirate, če imate kakšne težave. Zdaj bom svojo besedo predala sodelavcu Marku, ki še ima nekaj besed za vas. Ob koncu, ko pa bo on končal, pa vas vabim, da lahko tudi se v bistvu oddate kakšno vprašanje, če se vam je pojavilo pri sami predstavitvi. Do vprašanja pa do klepeta pa v bistvu pridete tako, da tukaj pritisnete na Show Conversation in vpišete v bistvu vprašanja. Hvala zaenkrat in besedo predajam svojemu sodelavcu Marku. Takole, hvala Larisa. Hvala za odličen webinar in odlično predstavitev. Takole, webinar je počasi pri koncu. Jaz bi se vam želel v imenu celotne ekipe Inovatio zahvaliti za udeležbo. Upam, da so vam predstavljena orodja predstavljajo neko smernice, kako delovati, poučevati nadaljavo in pa seveda tudi v prihodnje, ko se zadeve normalizirajo, kako uporabiti tole koristno in zmogljivo orodje. Zdaj, če ste imeli kakšne tehnične težave pri povezavi, vem, da nekateri ste imeli, se opravičujemo, neke težave so nastale z povezavo. Torej, ta predstavljena programska oprema Smart Learning Suite je del ponudbe proizvajalca Smart. Se pravi, poslanstvo, tako je že Larisa na kratko omenila, je, da pomaga uspeti učiteljem po vsem svetu.
Njihova tehnologija namreč omogoča, da se učenci, učitelji in ostali učijo in sodelujejo na inovativne načine, ki navdihujejo vse udeležence in primorejo k izboljšanju učnih rezultatov. Smart seveda ponuja celovito rešitev, tako programsko opremo, del katere smo danes spoznali, kot tudi strojno opremo, se pravi interaktivne zaslone. Trenutno je tudi v Sloveniji v teku en razpis SIO 2020, na katerem si bo mogoče Smartovo tako strojno kot programsko opremo zagotoviti. Takole, to bi bilo zaenkrat vse iz naše strani. Zdaj, če imate kakršnakoli vprašanja, kakršnekoli komentarje, seveda z veseljem vabljeni, sicer pa se vidimo spet jutri na nadaljevanju tega webinarja. Tako da zdaj predajam besedo vam, če ima kdo kakšno vprašanje, smo z veseljem tukaj na voljo. Zdaj vidim, če se smem, preden mogoče kdorkoli kaj vpraša, nekaj vprašanje je že bilo pod komentarji, pa bi mogoče jaz, Larisa, prebral vprašanje, pa kar ti odgovoriš. Prvo vprašanje je bilo, ali je namestiti kakšen program na računalnik, da lahko vse uporabljamo. Me slišite? Ja. Slišimo? Ker sem že nekaj govorila in sem opazila, da nimam vklopljenega mikrofona. Ta zadeva, ki smo jo danes kazali, ni potrebno naložiti nobene programske opreme, vi se vpišete na katerikoli napravi, ki ima spletni brskalnik, na ta spleten naslov suite.smarttech.com in pridete v ta način. Zato ne rabite nobene programske opreme. Vkolikor pa bi želeli imeti tudi namizno različico programske opreme, pa se lahko namesti takšna programska oprema, ki jo zdaj vidite. Zdaj o tem ne bomo več podrobnosti razlagali, če bo bile želje, pa seveda lahko tudi razložimo v kakšnem webinarju, kako naložiti in pa osnovne zadeve, kar se tičejo namizne različice. Upam, da sem vam odgovorila na vprašanje. Zdaj vidim že eno novo vprašanje. Ali je učencem... Gremo po vrsti, prosim. Ja, se opravičujem. Potem je bilo vprašanje, ali sem spregledal, kakšen je postopek za snemanje takšne lekcije. Zdaj tukaj ne vem točno vprašanje, v bistvu sama predstavitev Smart Learning Suite online ni mogoče snemati. To, kar mi snemamo v Microsoft Teamsih, ker smo zagnali webinar v Microsoft Teamsih. Zdaj, kolikor se jaz seznanjam, so Microsoft Teamsi tudi del Office 365 paketa za šolstvo, tako da bi to vrstno okolje za komunikacijo lahko dejansko brez problema uporabljali tudi vi za videokonferenčni klic z vašimi učenci in delo nadaljavo. Če je bilo to vprašanje vezano na to, če ne bi prosil, da ponovno se vklopite pa vprašate. Potem je bilo vprašanje, ali je učencem dosegljivo tudi preko pametnega telefona. Larisa? Učencem je dosegljivo preko pametnega telefona, tudi preko tablice računalnika, kajti oni potrebujejo samo dostop do spletnega brskalnika. Tukaj ste videli, da sem se vpisala na suite.smarttech.com oziroma na hellosmart.com, se oni vpišejo tole vašo številko, recimo v mojem primeru 77261 in se lahko priključim gradivu. Je razumljivo? Mislim, da je, torej, mogoče da povzamemo, katerokoli produkt ali orodje, pomeni tablica, telefon, pametni telefon ali računalnik z dostopom do interneta omogoča, da se učenci vpišejo v svoj razred oziroma razred učitelja. Potem je vprašanje, včeraj sem hotela odpreti datoteko Cvet in fotosinteza in je pisalo PDF je okvarjen in mi ni odprlo. Jaz bi prosil, če lahko tale PDF pošljete k nam, pa bomo preverili, v kakšnem kontekstu ga ni odprlo, pa da vidimo. Ste to želeli odprti v Smart Learning Suite online ali v kakšnem kontekstu je bila ta zadeva mišljena, da se odpre, tako da to bi prosil malo več informacij. Potem je še naslov, enkrat pišete pod komentar. Lep pozdrav, lahko prosim naslov še enkrat pišete pod komentar. Mislite naslov do spletnega, povezavo do tega Smart Learning Suite online? Ni problema, bomo, prav tako bomo tudi na mail poslali vsem, ki ste se prijavili na seminar, tudi tistim, ki mogoče niso uspeli priti, bomo poslali še povezavo do tega, tako da boste lahko potem tudi tam videli. Drugače pa, Larisa, lahko prosim pod komentar noter napišeš samo, da prekopiraš dostop. Sem že. Si že? Ja. Okay.
Še mogoče kakšno vprašanje? Zdaj, jaz bi mogoče tu izpostavil, oziroma mogoče kot zanimivo, zdaj, samo Smart Learning Suite online okolje ni namenjeno za videokonferenčno zgodbo, da bi lahko vi hkrati govorili z učenci, oziroma neko konferenco to vrstno delali, kot jo imamo. Zdaj, ena zadeva je seveda Microsoft Teams, ki je del Office 365 paketa, ki ga imate šole. Imamo pa kar nekaj možnosti, zdaj kar nekaj ponudnikov ponudilo tudi druga okolja v času te krize, brezplačna, ki jih mogoče lahko vam pošljemo tudi povezave, če bi kdo želel katero od teh okolij za videokonferenco potestirati ali pa preizkusiti. Tako da, če koga zanima, nam lahko tudi o tem piše, pa mu posredujemo več informacij. So pa to okolja, ki omogočajo do 100 obiskovalcev oziroma do 100 učencev, ki so hkrati v sami konferenci. Pa potem eno okolje še imamo, kjer je 25 maksimum, tako da to lahko pošljemo. Vprašanje. Ok, povezave bomo poslali, ni problema. Kako pa lahko preko Teams pošlješ link učencem za konferenco, tako kot ste vi nam? Ja, če imate Teamse nameščene na računalniku, zdaj bi potem jaz prevzel malo, ali pa boš Larisa ti pokazala? Kako kreiraš povezavo oziroma dogodek v Teamsih in kako potem pošlješ povezavo? Ali jaz pokažem to? Pokaži kar ti najboljše. Ja, tem pa jaz podelil moj zaslon. Share window, pardon, ne, napaka, se čujem. Share desktop. Takole, zdaj vidite moje namizje. Zdaj, ena možnost je, če imate Teamse nameščene in hkrati nameščen tudi Outlook, potem v Outlooku, zdaj bo to trajalo, da odprem, v Outlooku imate zgoraj, v bistvu to je za Outlook, imate zgoraj novi elementi, če vidite vsi na levi strani sem z miško, novi elementi in potem imate na dnu Teams meeting. Ja? Malo prehitro greš. Malo je v zaostanku, tako da zdaj si prišel do novega elementa. Ok, malo v zaostanku linija. Dobro. Kadar odpremo Outlook, če imamo Teamse nameščene na računalniku in prav tako nameščen Outlook na našem računalniku, imamo poleg tega ikone za novo pošto, imamo novi elementi in ob kliku na ti novi elementi se nam odpre padajoči meni, v katerem imamo na dnu Teams meeting. To pomeni Teams srečanje, Teams sestanek ali kakorkoli to poimenujemo. Ob kliku na Teams meeting se nam odpre dejansko, kot da bi v koledar dodajali neki dogodek in napišemo naslov dogodka ali naslov učne ure ali karkoli. Potem bi tukaj pod zahtevano ali izbrano dodali maile učencev, tako da bi lahko po mailu poslali. Tukaj bi lahko tudi določili začetni čas in končni čas, ali je to celodnevna zadeva, tako da lahko v bistvu na ta način. Ali pa potem spodaj v zadevi vidimo Joins Microsoft Teams Meeting. In tole je dejansko povezava do samih Teamsov, do same te povezave, kot smo jo poslali mi. Zdaj lahko kliknemo na povezavo, kopiraj hiperpovezavo, in če grem zdaj jaz za to povezavo, desni miški klik, kopiraj hiperpovezavo, in če grem zdaj jaz recimo na računalnik in bi, ne vem, v Moodlu ali kamorkoli poslal zdaj tole povezavo, če jaz zdaj tukaj prilepim v orodno vrstico same spletne strani, je tole povezava do tega klica oziroma do te učne ure, ki smo jo imeli. Seveda pa morate potem vi v Outlooku še samo shraniti oziroma poslati vsaj ali sebi na mail, če boste poslali učencem na mail, recimo, če pošljemo sebi, toliko, da je potem dejansko kreirano. Moramo poslati v Outlooku tole in je se ta zadeva kreirana in ta link bi tudi deloval v tem primeru, če bi zdaj to zadevo na tak način naredili. Upam, da je bilo dovolj jasno. Če bi bilo potrebno več informacij, kar se tega tiče, bomo z veseljem vam pri tem pomagali. Mislim pa, da obstajajo tudi, nekje sem zasledil, zdaj na Facebooku kroži veliko teh povezav, da je tudi Microsoft Slovenija dal povezavo, kako uporabljati Teams, Microsoft Teams za poučevanje na daljavo. Kakšno vprašanje?
če vprašanj več ni, potem se vsem zahvaljujemo. Je še nekaj? Super predstavljeno. Hvala lepa. Če še karkoli potrebujete, mi smo vsi doma, vsak pred svojim računalnikom in z veseljem pomagamo, no? Ker vemo, da v tej situaciji vredno ni lahko delati, tako da smo na voljo za pomoč, če karkoli potrebujete. Ne naloži aplikacije Teams, v kakšnem kontekstu to mislite, gospod Tomaž, se lahko tudi mikrofon vklopite, mogoče pa se na ta način pogovorimo. Lepo zdrav, se slišimo? Ja, se slišimo. Glejte, predno sem prišel v ta spletni način iskanja, sem dal inštaliraj, pa se je v bistvu zagnalo vse, je delalo, potem pa je kar neko napako javilo, da pač datoteke ne more inštalirati. Zdaj bom probal potem še enkrat. Tisto, kar smo vam mi poslali, je samo klient. Če boste vi želeli kreirati svoj dogodek oziroma videokonferenco z svojimi učenci preko Teamsov, boste morali si Teamse namestiti. Jaz si bom zapisal vaše ime, pa imamo tudi vaš mail. Ja, se tako ima se mail, pa če mogoče kakšen še enkrat link če bi lahko še enkrat, tudi takrat, ko boste pošiljali vse te povezave, še mogoče enkrat link do aplikacije, pa da vidim, če... Ja, točno to je. Ker v bistvu to, kar smo mi poslali, ko mi pošljemo povezavo, kot ustvarjalec dogodka, je samo klient, ki ga namesti, podobno kot recimo delajo, TeamViewer, če jaz vam pošljem, da bi TeamViewer rabil, je samo klient. Tako da vi boste mogli prav program namestiti, bomo vam poslali povezavo, kjer si lahko brezplačno snamete Teamse, ker so zdaj, mislim, obstaja v bistvu brezplačna različica Teamsov. Zdaj ne vem, kako imate po šolah, porojene Office 365, tole ni naša, mislim, tukaj nismo mi toliko doma, ampak vemo, da obstaja tudi Office 365 free različica, ki se da uporabljati za te namene. Tako bomo poslali tudi to po mailu. Ok, super. Hvala vam. Hvala vam za predstavitev. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.